Recimo, če se midva zdaj postava nekako na pozicijo družbe, pa opredeljujeva, kako družba naj bi reševala te probleme, ne? Se mi zdi, da se ful škode naredi, ker se poenostavlja stvari. Ne? In v tej tematiki bi bilo poenostavljene, recimo, ne, da si nekdo sam zbere, da je narkoman, recimo. Ne? Veliko poslušalcev ima verjetno izkušnje, greš čez center, nek narkoman pride do tebe in te prosi za nek denar, oziroma se ti laže, da pač rab za vlak ali pa nekaj podobnega. Ne? In se mi zdi, da je v dostih glavah ta stvar, ne? Si je sam zbral. Ne? In pol iz tega sledi, si je sam kriv za vse to in iz tega sledi, ne smemo mu pomagati. Ne? Treba ga je v bistvu kaznovati. Ne? In tukaj je po moje ta srž problema, ne? Ker so opredelili, imamo genetske predispozicije za odvisnost, ne? To je zagotovo, pa imamo okolje, ne? Nature, potem imamo pa še nek stanje, v katerem on je takrat. Ne? In vsega tega si on ni sam zbral. Ne? In potem pa mi rečemo, ja, on si je zbral vzeti drogo. Ne? Ja, noben si nas bere sam biti odvisen, ne? Tako dejansko ne. Ker ljudje začnejo z uporabo drog, noben nas začne zato, da bo enkrat odvisen pa na cesti. Mislim, mogoče kdo, ampak to je zelo tako. Ne? Ja. In tle se je zelo veliko naredil s tem, ko se je odvisnost začela obravnavati kot bolezen, recimo. Ne? To je bilo po eni strani, je bilo to zelo, zelo dobro, zato ker je dejansko se ljudje malo drugače začeli to razumeti, ne? Po drugi strani ima pa to tudi past, ne, nisi sam kriv ali pa to je bolezen, ker s tem lahko se človek a priori postavi v pozicijo žrtve. Istak ne moram nič narediti, tak sem odvisen, cel življenje bom odvisnik in to je to. Skratka, to ni čist res. Se pravi, obe stvari sta držita. Ne? Kako najdete balance, ne? Pri obravnavi? Ja, takih, ne? In tudi, a veš, pač ljudje, ki rečejo, sam si je kriv, sam si je zbral, si lahko takoj neha, ne? Pač zagotovo nimajo ali lastne izkušnje, ali pa izkušnje nekoga bližnjega, ki je čez to šel. Ne? Ker šele, ko spremljaš dosti ljudi, ki se res borijo z odvisnostjo, ne? Vidiš, koliko je težko prideti iz tega ven. Ne? Že iz samega tega odvisnosti v substance je težko prideti, ne? Ampak vedno moraš gledati tudi vzrok, se pravi, zakaj je človek rad odvisen od nečesa. Ne? Nekdo, ki nima nobenih travm, ki ima vse okej, ima zelo malo možnosti, da bo imel problem z neko uporabo substance. Ok, ima tudi, ampak manj kot nekdo, ki prihaja iz nekega ful težkega okolja. Ne? In zdaj, če tle dava vse skupaj, ne? Recimo nekdo, ki je že itak iz okolja, kjer ima že itak slab štart, recimo, nižji socialen sloj, ne vem, starši imajo probleme, a ne, že itak je tle slab štart, ne? Pol recimo doživlja v šoli tudi, ne vem, bullying, odrinjeni so na stran in takrat, ko se človek počuti ogroženega, ponavadi deluje pač na različne načine, a ne, se začne braniti, tako ali drugače, ali pa si nekako proba vzpostaviti mesto v družbi, v plemenu, kakorkoli, da bi bil nekako sprejet, ne. Velikrat so pol taki otroci, se jih nekako skupaj vleče, a ne, te, ki imajo težave, te se ponavadi skupaj začnejo združevati, a ne. In pa velikrat pridejo substance zraven, ki prinesejo zraven spet en kup enih novih težav. Ne? In pa rata odvisnost in v sklopu odvisnosti ljudje doživijo še ogromno enih travm, recimo. Ne? Tudi ljudje, ki pridejo v odvisnost ne s toliko travmami, recimo, jih pol tekom odvisnosti doživijo zelo velika. Ne? Ja, ni lepo življenje, ne? To je, kot smo omenila, ne? Noben si sam tega ne bi najbrž zbral z jasnim pogledom. Tako, ne? Ja. Sigurno je nekaj bolj kompleksnega, no? Tako jaz iz svojega vidika probam gledati. Ja, seveda. Mi smo si zelo podobni, ne? Tako da, a poznaš ta eksperiment, ki je bil narejen v 60-ih ali 70-ih, ta podganji park, ne? Ja. Zdaj ne vem, koliko je to v stroki tretiran kot nek kredibilen eksperiment, ne? Ampak vem, da je meni ful pomagal tako zelo na hitro, zelo na jasno perspektivo na substance spremeniti, ne? Ja. In v bistvu je bilo tako, da vedno, ko delamo neke raziskave z drogami, recimo kokainom ali pa heroinom, ne, jih ponavadi dajemo podganam, ki živijo v zelo slabih razmerah, ne, v kletki, brez družbe, belo je vse, mislim, popolnoma
napačno okolje. Ja. Ali pa obratno okolje od naravnega okolja za podgano. Ja. In potem tukaj delamo študijo odvisnosti. Ja. Aha, kokain je zelo, zelo odvisen za vse, v vseh primerih. Ne? Potem je bil ta gospod, psiholog, Alexander. Ja. In v bistvu so naredili ta pasja nebesa. Ne? Ja. Podganja nebesa. Podganja, ja, ful so se imeli dobro. Ja, pač vse so dali noter, kar bi si podgana lahko želela, ne? Družbo in vse. Ne? In v bistvu ni bilo overdozov, če se prav spomnim. Pa ni jih brigal v bistvu tiskal. Vsake toliko so vzeli. Ja, ampak ne prav veliko. In tudi zanimivo je bilo, da so dali noter podgane, ki so bile odvisne od heroina, recimo. Aha, so jih dali noter v tisto okolje in niso imeli nekega ful interesa potem, da bi prav zelo pritiskali na tisto, zato ker so se lahko družili z drugimi podganami. In jaz mislim, da je ta eksperiment je dosti bolj ilustrativen, kakor pa to, kar si rekel. Daš v kletko podgano samo in tam pač edina stvar, ki jo ima, je tista ročka, da je da vsaj malo ugodja. Je valjda bo šla kakava bo gledala v tiste rešetke. In a veš, v bistvu, če tako pogledamo, smo zelo v podobni sceni smo ljudje.